Po svetu zaznamujemo Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Generalna skupščina Združenih narodov ga je leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov. Letos Združeni narodi spodbujajo invalide k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi. Svetovno javnost pa ta dan opominja, da med nami živi okoli milijarda ljudi z določeno obliko invalidnosti. V Sloveniji je okrog 170 tisoč, kar predstavlja 8,5% prebivalstva. Ko zagotovimo pravice invalidov, smo bližje doseganju osrednjega cilja iz Agende 2030, da ne bomo nikogar pustili za sabo, je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V prizadevanjih za izboljšanje položaja invalidov in oseb s posebnimi potrebami je bila leta 2006 sprejeta konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav. Ratificirale so jo vse države članice Evropske unije, Slovenija jo je podpisala marca 2007. Ugotavljamo, da je mnogo stvari, ki še niso niti na papirju umeščene tako, kot bi morale biti, še manj pa spravljene, oziroma da so živele. Na vse te stvari je v svojih ugotovitvah opozoril tudi Odpor za pravice invalidov, ki je v lanskem letu obravnaval poročilo Republike Slovenije o tem, kako se izvaja konvencija Republike Slovenije in je podal precej obširno poročilo, ugotovitve, v katerem podaja tudi priporočila po posameznih področjih, kaj moramo v naši državi še vse popraviti, spremeniti, da bomo lahko rekli, da smo vključujoča, polno vključujoča družba, kjer vsi živimo enakovredno in enakopravno življenje. Od sprejetja konvencije Združenih narodov je bila sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za njeno uresničevanje. Od zakona o izenačevanju možnosti invalidov, zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki omogoča vključevanje na trg dela najtežjim invalidom, in zelo dolgo pričakovanega zakona o osebni asistenci, ki predstavlja temelj za neodvisno življenje invalidov. Med prihodnjimi izzivi je pomembno, da se izboljša socialni položaj slovenskih invalidov, saj mnogi živijo pod pragom revščine. Ob tem bomo predlagali tako spremembe pokojninsko-invalidske zakonodaje, ukinitev obdavčitve invalidskih prejemkov in usklajevanje teh z rastjo življenjskih stroškov. Država bo morala zagotoviti tudi bolj stabilna sredstva fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, saj ta financira posebne socialne programe, ki so za slovenske invalide življenjskega pomena. V zadnjih letih so ta sredstva zanihala skoraj za tretjino in to je seveda z vidika uresničevanja človekovih pravic invalidov nesprejemljivo. V prihodnjem letu gluhi pričakujejo vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. S tem bi njegovim uporabnikom zagotovili ustavnopravne podlage za ukrepe, s katerimi jim bo omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa konvencija. V tem trenutku veste, da je vsaj meni izjemno pomembno, da še en majhen korak naredimo, verjamem, da bomo uspeli, in to je, da slovenski znakovni jezik pripeljemo v ustavo. Mednarodni dan invalidov je v ponedeljek zaznamoval dobrodelni bazar, na katerem se je predstavilo 15 invalidskih organizacij. Predstavili so umetniške in rokodelske izdelke. V Državnem zboru so odprli fotografsko razstavo Ljubezen do drugačnosti. Povsod je treba polno vključevati invalide.
Ne, da drugi odločajo o nas, namesto nas, invalidi lahko in moramo sami odločati o sebi. Zelo pomembno, da vztrajamo v nadaljevanju, da se polno in v celoti uresničuje načelo nič o invalidih brez invalidov. Med težko pričakovanimi zakonodajnimi rešitvami na področju uresničevanja pravic invalidov in starejših je tudi dolgotrajna oskrba. Vzpostavitev vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe in sprejema zakona, ki bi upravičencem zagotovil ustrezno raven oskrbe, je tudi del koalicijskega sporazuma aktualne vlade. Vendarle pa za zdaj področje ostaja sistemsko neurejeno.